všeč? Lepo zdrav, Iza. Živijo. Iza iz Ajdu načrtovalnice, je tako? Tako. Če te čisto na kratko predstavim, pa bom več te prepustil, ampak ja, v ta svet poročen si prišla čez Infinity Akademijo, če se ne motim. Zdaj si do neke mere en del te akademije, na nek način tudi z njimi sodeluješ, a ne? Poleg samih porok, zaradi čega smo danes tukaj, organiziraš tudi ostale dogodke. En od njih je kar dosta znan, vsaj za mene, ko poslušam njegov podcast, boš tudi o tem kaj povedala pol. Z veseljem. Pa še te prepustim mogoče prav par besed, da poveš nekaj oseb na začetku. Nekaj oseb, okej. Ja, nekdanja učiteljica razrednega pouka, ki je to sicer počela s srcem, ampak je v nekem trenutku ugotovila, da pa mogoče 20 let pa ne bi še to počela, ne? Sploh v času covida in šolanja na daljavo doma. In takrat sem iskala en nov izziv in sem v bistvu naletela na oglas Infinity Akademije, ki me je potegnil. In potem sem se Infinity Akademije tudi udeležila in padla noter in v bistvu začela delati poroke in potem še ostale dogodke. In zraven še vedno učila v šoli, zdaj v zadnjem času pa sem v bistvu pustila potem šolo na strani in v bistvu počnem samo še to, kar me najbolj veseli trenutno. Torej, ni bila organizacija tako dogodkov in porok in tega, ne vem, od daleč nazaj pri tebi, pač iz otroških let, v neki želji ali pa tako v nekem planu? Na nek način sem skozi organizirala stvari, zdaj, ko nazaj pomislim, vse rojstne dneve, presenečenja prijateljem, družinskim članom, to sem skozi počela. Tako da v bistvu, ko zdaj pogledam nazaj, je bilo tako dosti logično, da sem prišla do tega področja, ampak ne, ni pa bila tako neka želja poklicna ali pa poslovna, ali pa da bi se šolala v to smer, to pa sploh ne. To je pa potem naneslo tako. Se tudi učitelji v bistvu z vsemi pripravami, ki jih imate in vse ostalo do neke mere, ker dosti organizirate ta svoj čas, ko ste v šoli, a ne? Ja, pravzaprav je zelo podobno, ja. Ja. Pa če gremo malo na poroke, sem si zapisal eno vprašanje, ki je kar pomembno, mogoče tako, v smislu tega, da jaz delam poroke že, mislim, da 11 let, a ne. In ko sem začel delati, nisem jaz saj naredil veliko porok, ki bi bil organizatorka prisoten zraven. Zdaj je tega vedno več, saj na mojih porokah spet govorim. Kaj bi rekla paru, ko razmišlja o tem, a ja organizatorka, ne organizatorka, zakaj ja, zakaj ne? Kaj bi jim pač predstavila to idejo, da ja, no, ker jaz sem mnenja, da organizatorji morate biti na takih dogodkih, ko je poroka, ki je dosti stresen pa tako, no. Ja, to je kar dobro vprašanje. Veliko parov se mi zdi, da se s tem vprašanjem ukvarja, ali ja ali ne, a ga rabim, a bi raje prišparal malo na tem področju, ne. Ampak tako, organizator lahko prevzame velik del enega stresa, velik del organizacije, itak same po sebi. Na dan dogodka poskrbi za stvari, da je lahko par popolnoma sproščen. Poskrbi tudi za vse tisto, kar nihče ni pričakoval, da se bo zgodilo, ne. Predvsem takrat je fajn, da imaš nekoga in da to pač niso mame, sestre, tete, ki so takrat lahko gostje, kar je tudi prav, a ne. Ampak da za to poskrbi nekdo drug. Če je pa še usposobljen, pa izkušen, pa je pa lahko še toliko lažje, a ne. Jaz se strinjam, ja, pač, ker večina, ko nismo pač v tem svetu organizacije in tako, pač dosti idej potegnemo iz Instagrama, iz ne vem, Facebooka, Pinteresta in tako naprej in pol v bistvu preveč različne ideje vključimo v en dogodek, kar ni najbolj optimalno. Teda jaz verjamem v to, pa tudi kot fotograf na porokah sem zelo srečen, ko slišim, da je tam nekdo, ki bo pač uredil stvari. Tako da hvala za tvoje delo že v začetku, no. Ja, hvala. Drugače se pa strinjam s tabo, v bistvu ne toliko, da bi morala neveste ali pa pare usmerjati, kar se tiče stilsko, da stvari ne bi pasale, ampak bolj preveč stvari si zamislijo za premalo časa, ne. Tule smo organizatorji tisti, ki pa lahko malo kakšno stvar spustimo ali pa prilagodimo časovno ali pa raztegnemo celo poroko, zato da vse tisto spravimo noter, a ne. Bolj se mi zdi ta časovni segment, da je bolj naše področje, no. Kako poteka sodelovanje z organizatorko? Tako pač
večina ljudi se enkrat poroči, pač upamo, da se vsi samo enkrat poročijo, če le možen, in ne vejo, kako bo to potekalo. Na kak način par pristopi in kaj se pol zgodi do poročnega dneva? Ja, zdaj ponavadi je prvo neko sporočilo ali pa nek mail, ki ga dobim, a ne? In potem jaz kar zelo kmalu povabim na brezplačni posvet. Se pravi, ne da začnemo, kakšne pakete imate, pa kaj za to dobimo, ampak dajmo se spoznati, dajmo slišati, kaj v bistvu rabita, kaj želita, in glede na to potem itak pridemo še do vseh ostalih stvari. In ta prvi brezplačni posvet je ponavadi kar dolg, ker gremo praktično čez vse segmente poroke. Tukaj tudi par ponavadi ugotovi, kaj vse še nimata, pa kje vse bi me rabila, tako da na koncu potem pridemo do tega, da vsaj v nekem delu, če ne kar pri vsem, se mi ima lahko pomoč in se potem dogovorimo naprej. Zdaj, če delam celostno organizacijo, to pomeni, da začnemo že kakšno leto prej, če je po sreči, da imamo pol res čas za vse in se potem lotimo najprej teh področji, kjer so ponudniki prej zasedeni. Se pravi lokacije, da dobimo datum, pa upravna enota, potem pa takoj naprej fotografi, snemalci, glasbeniki, potem je pa še čas za vse ostale podrobnosti. Če pa sodelujem samo v nekem končnem segmentu poroke, se pravi, če sem samo koordinatorka na dan poroke, potem imamo pa ponavadi 2 srečanji prej, toliko, da mi predajo čim več informacij, da se spoznamo med sabo. Potem pa v bistvu speljemo njun dan, Tako da odvisno od njune odločitve, kako me boste vključila. Ja, jaz sem že dosti porok oddelal, tudi ko je bila samo koordinatorka prisotna, pa je že to ful velika prednost, ker ljudje ne vejo, kaj narediti, Že tako smo imeli 2 sta tam, ki sta prvič tam, če vse po sreči, in tudi svati so ponavadi na 2-3 porokah na leto, pa še to so mogoče veliko rekel, ni vsako leto tako. In ne vejo niti, kdo bi se kam usedel, niti kdo bi kdaj kam pristopil, kdaj bi čestitali, kdaj darila prinesti. Veliko je enih stvari, ki je ena nepotrebna zmeda in tako si prej rekla, ko to pol delajo mame, ne vem, sestre, brate, kdorkoli že, ker se jim ni težko, ampak je boljše jim privoščiti, če je le možno, da lahko oni uživajo na poroki, tako vsi ostali. Pa tudi nekdo, ki je bolj izkušen, bo to bolje spalal in lepše organiziral. Ja, pa tudi pridejo enostavno situacije, ki je dobro, da jih nekdo izkušen rešuje, pa nekdo, ki ni svat in ki ni sorodnik, da takrat se lahko umakne, rešuje stvari v ozadju, kakorkoli. Pride tudi do situacij, ko je treba v trenutku rešiti, ne vem, recimo na obredu ni prstanov, pa se teče v sobo, pa se gre iskat. Mislim to, kako bi to bilo, če bi mama od neveste tekla v sobo po prstane, recimo. Do takih stvari, ki si jih omenjal, da pač je treba malo usmerjati, da se tudi svati v bistvu veliko boljše počutijo, če vidijo, da je tam nekdo za njih, ki ga lahko vprašajo, ki jih lahko usmeri, tako da ja. Z večjih vidikov, se mi zdi, da je to zelo pomembno. Ali gremo kar na anekdote ali še malo? Anekdot imam jaz za 2 uri, lahko vmes. Te so najbolj zanimive, pa najbolj mogoče prikažejo tudi pomen naših poklicev. Tako v smislu, da ko vidiš, koliko so še stvari narobe, pa koliko se jih da dejansko preprosto rešiti, če si miren pri tem, kar nekdo, ko to skozi dela, je lahko. In bomo za bolj proti koncu prišparali, da bodo vsi ostali z nami, pa poslušali. No, jaz sem v bistvu imam tudi 2 vprašanje, ampak si v bistvu odgovorila že na obe. Mislim, čeprav lahko še vedno malo bolj se, kdaj je recimo pravi čas, da te par kontaktira? Ja, najbolj idealno je leto pred poroko, če ne še kaj več, odvisno kako zelo so njune želje že oblikovane, se pravi, če želita točno določeno lokacijo, točno določenega fotografa, točno določene glasbenike, potem je fajn to čim prej, ker so lahko tudi že po leto 2 vnaprej zasedeni. Drugače pa, če nimata tako zelo specifičnih želja, je tam nekje od 1 leto do pol leta pred poroko optimalno. Sem pa tudi delala že poroko 1 mesec prej, tako da ne. Ampak to so bili 3 svatje so bili, a ne? Ne. Je pa res, da sta kar nekaj stvari že sama uredila. Tako da kakšno leto, se mi zdi tako najbolj optimalno. Prej si že omenila, da v bistvu in delaš celostno organizacijo in samo na dogodku, oziroma samo na dan. Zdaj pa
skozi izkušnje tako vidiš, kaj tudi verjetno priporočaš, ker vidiš, da ne vem, se ne znese vse. Kaj bi ti rekla, da v bistvu lažje, oziroma zakaj se ljudje več odločajo, pa verjetno mogoče spremenijo mnenje čez potek? Ja. A misliš med tema dvema opcijama, za katero se več odločajo? Ja, sigurno, vsaj v preteklih letih so se več odločali za koordinacijo na poroki. To pomeni, vse znava sama, samo rabiva nekoga, ki poskrbi na dan poroke. Tisti pari, ki so pa mogoče že na kakšnih porokah tudi videli ali pa mogoče slišali izkušnjo nekega para, ki je pa že imel pomoč od vsega začetka, pa se mogoče že v začetku odločijo za neko pomoč. Ampak takih je manj. Imam pa še eno vmesno pot za tiste, ki ne začnejo z mano čisto na začetku, pa nekaj stvari že imajo, pa potem jih v bistvu neka panika zagrabi ali pa se pri nečem ustavijo, pa rabijo pomoč. To je pa tisti srednji paket, jaz rečem, ko je pa delna organizacija, kjer pa še vseeno pomagam v nekih segmentih, pa sem potem tudi na dan poroke prisotna. Tako da v bistvu so te 3 variante. In teh je bilo več kot celostnih. Ponavadi na začetku štartajo, kot da bojo vse sami zmogli in kot da bi se že 5-krat poročili, recimo. Ja. Kaj pa ti raje delaš, če smo še pri tem? Ja, najlepše je delati celostno organizacijo. Ko smo čisto od začetka skupaj, ko pol ideje res rastejo skupaj, ko vsi skupaj stopimo in poratajo res lepe stvari lahko. Se tako nasploh, tudi jaz recimo kot fotografa, je možnost, da fotografiramo samo brand ali pa individualno ali pa kaj takega, kar je tudi lepo, ker je pač to tak poseben dan, ampak tako zgodba je ful večja kot ena fotografija. Danes smo ful navajeni tega hitrega scrollanja, recimo, pa pač vidiš fotko, pa ti je všeč, pa že greš na naslednjo na telefonu in tako. Ne znamo pa več uživati v tem, da dejansko je pač neka zgodba in poroka. Mislim, ker jaz predam celo galerijo, to ni toliko malo fotografij in dejansko, ko pač ti priješ čez celo galerijo, ko vse pogledaš, to zgleda, kot da je bilo več kot en dan, to zgleda, kot da je bilo. In dejansko se verjetno tudi pozna ta cel čas, to celo leto, ko vi organizirate. Mislim, sem prepričan, da se tudi spomne na vse te trenutke, ker je fajn, da so prijetni. In je veliko lažje, če jim pač ima nekoga, recimo, če sta taka, da ne zmorete vse, če imate nekoga, ki jim pomaga, da je tudi bolj prijetno vse skupaj, da pač lažje stečejo stvari, da pač nista, ne vem, žučno vmes, da nista pač celo ne skregata vmes, pa karkoli že, da imate nekoga, ki umiri, pa ima kaj predlaga, pa ima olajša stvari. Ja, ne samo olajša, ne samo, da sta bolj sproščena, tudi v procesu se da kaj prišparati na ta račun, če mogoče kdo ima kakšne izkušnje, da te usmeri. Da se kakšno stvar drugače, planira se lahko tudi te stvari, ki bi lahko šle narobe vnaprej, ali pa se, ne vem, plan B naredi za vreme in tako naprej. Vse to lahko, če je ob paru nekdo, ki ima izkušnje s tem. Če se sama lotita tega, se ponavadi lotita iz nekih, v bistvu nekih segmentov, ki sicer vsak posebej so pomembni, ampak ne sestavljajo pa še cele zgodbe. In potem prideta šele v zaključni fazi do tega, kar bi mi že recimo na polovici reševali. In potem se na koncu preveč nabere, preveč podrobnosti še ugotovita, da manjka. Bojita se, da bosta kaj pozabila in takrat potem nas v zadnji fazi najameta, kar je pa potem težje, za nas težje, če smo samo v zadnji fazi zraven. Tako da jaz z veseljem sem cel proces. Postanemo pa že včasih res družinski člani in nam je kar težko, kaj konc, ampak ja, res je fajn ta proces spremljati in njiju kot par tudi. Reševanje problemov je vedno težje, ko pa dejansko postavljati zgodbo iz nič na nekaj, ampak ja, konec koncev je pa tudi to neka vrednost, da dejansko lahko nekomu pomagaš, ki je pa v zagati, ki se nekje v kotu znajde, ki pač se je ujel v svoje želje in jih ne zna več speljati. Tako da tudi to je pozitivno. Nekaj vmes je pa omenila tudi, da se da malo prišparati mogoče z nekom, ki pač je izkušen. Pa ne bom šel na to vprašanje, če mi pa vzamemo tebe, ali pa za drugi ponudniki cenej, pa te ne. Ne, se nisem v tem smislu. Ja, se vem, da ne. In tudi ne bom tega. To so vprašanja nekaterih parov, a se nam splača njo vzeti, ker bo ona poskrbela, da bo pa to boljš. Nisem na to cilju sploh ne. Bolj sem pač cilju na to, a jima pomagaš že v začetku določiti nek proračun poroke, nek budžet, nek znesek, ker
se doskrat pač omenijo, koliko so dali za poroko ali pa karkoli. Ampak po mojem si zelo težko v začetku predstavljajo, koliko pa to stane, ker to ni en piknik, to ni en rojsten dan. Tudi več svatov, več gostov imaš, pa imaš lokacijo, ki jo ponovadi ne najameš, vsaj tako ne in tako naprej. A jim pomaga že v začetku jo postaviti, pokazati neko realno sliko, kak proračun pa kaj si za to lahko sploh privoščita. Ja, eno mojih prvih vprašanj paru je, kaj je vajina prioriteta, ne. Zdaj, nekateri pari imajo prioriteto, da bojo vsi dobro jedli na poroki, nekateri imajo prioriteto, da bo nek znan bend igral za njiju, nekateri imajo prioriteto, da bo, ne vem, se na 5 lokacijah dogajala, ne. In glede na te prioritete in glede na to, kaj sta mogoče že imela v mislih glede budžeta, potem lahko naprej ju usmerjamo, ne. Pač večinoma pride do tega, da imajo na začetku predviden manjši budžet, kot potem na koncu je. Ne zaradi razsipništva, ampak enostavno, ker pač nimajo občutka na začetku, kaj to vse pomeni. Se pa da, tako kot sem prej rekla, potem določene stvari prilagajati, pa še vedno zelo lepo poroko naredimo, pa je še vedno v okviru nekega budžeta, ki si ga približno zastavite na začetku, ne. Tako da ja, tukaj absolutno usmerjam že od začetka, če sem od začetka zraven, ja. Lahko za en mlad par rečemo, tako okvirno in približno. To so tudi taka večna vprašanja. Koliko je povprečna cena poroke v Sloveniji? Ne bom odgovorila na Ne to gre, vprašanje. ne? Točno to. Ker je res Se meni tako tudi zdi. različno, zato pa jaz pravim, najprej se moramo na sestanku dobiti, a ne, da sploh dobim občutek, kaj si predstavljata pod poroko, ker so tako različne predstave, da potem šele lahko o tem začnemo govoriti in tako različni so pari, tako različne so poroke, da v bistvu ni neke številke, neke formule, in sploh pa ni zagotovila, da boš za nek budžet dobil točno tako poroko, kot si jo zamislil, a ne. Tako da res številkami ne bi upala. Vsak primer je drugačen, tudi želje so drugačne, pa Tako. vsako paru in tako naprej. Tako. Ne, in ne gre Tudi vsaka lokacija že lokacija spremeni zadevo, a ne. Ja. Že a je en obred ali sta dva, spremeni zadevo, a ne. Tako da veliko je različnih faktorjev, no. Zanimivo vprašanje se mi je zdaj porajalo, si mi ga postavila. Sorry, Rok, saj prši na vrsto. Še je toliko zanimivih stvari. En obred ali pa dva. Ja. A tudi to pari vprašajo, a ne imava pač in cerkveni in civilni obred na pač ta poročni dan, ali speljeva enega prej ali ne. Mene včasih vprašajo, pa jaz vem, kaj ima, jaz predlagam, a tebe tudi, pa v bistvu imaš te kakšne preference, oziroma se ti zdi sploh prav, da jim pač mi svetujemo v tem smislu. Mene ne vprašajo, a ne imajo enega ali dva. Mi imamo za iztočnico to, kar sta se ona dva v bistvu že odločila. Se pravi, če želita imeti in cerkveni in civilni, potem temu prilagajamo celoten dan, ker vemo, da se časovnica potem popolnoma spremeni in tudi doživetje za svate je popolnoma drugačno, če to poteka na 3 lokacijah in cel dan. Jima pa priporočam, kar se tiče civilnih obredov, tukaj pa jima priporočam različne opcije, in sicer v zadnjem času so vedno bolj zaželeni, malo bolj sproščeni obredi, malo bolj povezani z njuno zgodbo. Tako da tukaj jo usmerim, da mogoče prej opravita ta uradni del v tistem tednu, kakšen dan na upravni enoti, potem pa mi lahko naredimo čisto personaliziran simbolični poročni obred. Ali pa kombiniramo, naredimo personaliziranega v kombinaciji z matičarjem, pa še vedno dodamo neko njuno zgodbo zraven, da je zadeva malo bolj prijetna, čustvena, zabavna in tako naprej. Tako da bolj to, no. Zdaj pa, da bi me pa prav kdo vprašal, a ne imam 2 obreda ali enega ali tako, tega vprašanja v bistvu še nisem dobila. To sem vprašal zato, ker par let nazaj sem delal na Hrvaškem poroko, a ne. In pri njih je tako, da če se cerkveno poročiš, je to tudi za državo že veljavno, ki bi rekel, ne. Ni potrebno civilnega pol posebej izvajati. In se mi zdi boljše, pač mislim tako v smislu tega, da pač ima par več časa za samo poroko, ker pa na koncu je vedno, sploh nisem imela časa z vsemi govoriti, nismo imeli časa za to, pa še to bi naredili, pa nismo mogli. Se ne pravim, pač oba obreda sta lepa, mene vse všeč, ampak tako bolj logično je po eni strani, da si lahko več časa vzameš za svate, ki si jih povabil, kakor za pač ta 2 obreda, ker Absolutno, ja. nekako se po moje vsak par nagibal eno pa v drugo smer, neki imajo bolj všeč. Je bolj, da to zberete, pa pač drug del opravite, mogoče intimno sama, kakor bolj. Ja, jaz se strinjam. Veliko spremeni časovnico, ta izbira, no, en obred ali 2.
Tudi imela sem že obratno situacijo, se pravi, da na dan poroke naredijo cerkveno, pa civilnega, tako kot sem prej rekla, prej samo na upravni enoti in tako da ja. Če bi me vprašali, bi absolutno svetovala samo en obred na tisti dan. Ne. Pa civilni obred tudi ti lahko, mislim ta, kaj bi rekel, spontani civilni obred lahko tudi ti vodiš, a ne? Ja, jaz vodim simbolične obrede in personalizirane obrede. Zdaj pri personaliziranem zaprosim upravno enoto, da sem pooblaščenka in da sem lahko pri obredu zraven. Enakovredno v bistvu. Pri simboličnih pa ona dva itak vse prej upravita na upravni enoti in smo v bistvu mi čist, imamo odprte roke, kdaj in kako to izvedemo. In je lahko potem izbira časa v dnevu, čist njuna, načina, kako to izvedemo, razni rituali se lahko zraven delajo, če imata take želje ali pa če sta kje videla, mogoče kar jim je bilo všeč. Tako da ja, to kar veliko izvajamo v zadnjem času. A tudi če si organizatorka, je možno, da na ta dan tudi izpelješ to? Tudi kombinacija je možna, to sicer od mene zahteva dodatno organizacijo, ampak ja, veliko parov se na podlagi našega pogovora in kako jim to predstavim, potem odloči, da je to mogoče res boljše kot samo suhoparni obred matičarja. Pole malo težje, če pozabi ta prstan v sobi, je pa malo težje matičarki. Takrat, kadar vodim obred, imam ponavadi pa tudi pomočnico. Ja. Poskrbimo še vedno za vse, nič ne manjka. Oziroma, če jaz vodim obred, že pred obredom preverim, da so prstani, tako da je zadeva pod kontrolo. Ja. Izvoli, Rok, predajam ti besedo. 3 minutke slave, da viš, niti 5 ne. No, evo, zdaj sem jaz na isto navezan, na kar se ti, sem da malo drugač, da lahko tekom organizacije se prešpara. Ne? In verjetno to pomeni, da ti že tako poznaš nekih teh ponudnikov, imaš nek seznam ponudnikov, ko lahko svojemu paru v bistvu ga priporočiš. In to itak s ponudniki, ko jih pač že poznaš dlje časa, si že večkrat delal z njim. Kaj pa recimo, kdaj priporočiš tudi, oziroma si pripravljen delati s ponudniki, ki jih ne poznaš, oziroma je tu kak drugačen proces? Ja, zdaj na tem prvem posvetu jaz paru potem ponudim ta seznam mojih preizkušenih ponudnikov, s katerimi jaz nimam nobenih sklenjenih pogodb ali karkoli, ampak je res dobronameren nasvet parov, da so preizkušeni, da so zanesljivi in da z njimi pač vem, da bo vse potekalo tako, kot mora. Večinoma pa pari tudi imajo že nekaj svojih izbranih ponudnikov, tako da na vsaki poroki potem nove ponudnike spoznavam in z njimi sodelujem brez težav. Jaz tudi, ko ponudim ta seznam, vedno rečem, da lahko ga upoštevate, lahko ga ne, a ne. Tako da sem odprta za vsa nova sodelovanja. Je pa res, da z vidika organizacije je absolutno lažje, če veš, kdo bo kjer segment delal in da res ve, kaj dela, potem je tudi za nas organizatorje pač dan veliko enostavnejši, a ne. Tako da je to zelo, zelo pomembno, tudi kako se mi med sabo razumemo, ujamemo, prilagajamo. Smo vsi pripravljeni reševati neke težave, ki pridejo in tako ne. Tako da to je ful pomemben segment. Iz tega vidika jih priporočam. Ne branim se pa sodelovanja tudi z drugimi, absolutno ne. In ta seznam se daljša, ni zaključen seznam, ampak po vsaki poroki še koga dodam gor. Bo počasi tako, ko priješ v trgovino, pa hočeš jogurt kupiti, pa ne veš, kjer ga bi vzel, ne? Bo toliko lokacij, pa ampak fotografov, vedno pa videografov. opozorim, tudi recimo seznam fotografov je zelo dolg, ne? Ampak ne zato, ker bi bili vsi za vsakega okej, a ne? Ampak potem tudi opozorim pare, da naj si pogledajo stil fotografij, da ne spoznajo osebo, ne, tako kot smo se prej pogovarjali. Tako da v bistvu še vedno se mi zdi, da vsak par nekaj znotraj tistega seznama potem zase najde. Ne. Če smo do zdaj govorili skozi o parih, da si pa malo ponudnike vključila pa, ker sem tudi jaz poročni ponudnik, bom pa še malo za sebe oziroma za vse ostale vprašal. Pač dosti poročnih ponudnikov razmišlja o tem, da pač kako sploh stopiti v poročni svet, ne. Zdaj, verjamem, da nekdo, ki še ni fotografiral poroke, pač mogoče ni dober, da gre kar do organizatorke, mogoče boš, da kje asistira, pa kaj takega, če govorim o fotografih. Ampak vseeno, katerikoli ponudniki že bi bilo prav, da se predstavijo poročnemu organizatorju, da pač stopijo tudi v ta svet in da dejansko lahko dobijo neke priporočila. Na kak način? A je to boljše, da se pač dejansko spoznaš s nekom, ki je slučajno, ga par si recimo začelo, pa si ga srečala na poroki,
ali ti naj pošlje bombonjero domov, to verjetno ne, ali te naj na Sem večerjo podkupila. peljejo, ali te naj Sem pokličejo. podkupila. Ja, se to, ja. Se mi zdi, da te deli mogoče niso najbolj, verjetno veliko boljš, ne vem, na kakem poročnem sejmu ali pa pač na dejanskem dogodku ali pa kaj takega. Ja, jaz iskreno najraje vidim že delo nekoga. Ne? Se pravi, če jaz z nekom na poroki sodelujem in vidim, da je delo upravljeno tako, kot je bilo dogovorjeno in da se še tako ujamemo med sabo, potem sigurno je to najlažja pot, da začnem nekoga priporočati. Ne? Druga pot je, da mogoče slišim od nekoga, kaj je delal s to osebo, ne? Da tudi dobim tako priporočilo. Drugače pa ja, ne vem, sploh si ne predstavljam, kako bi bila druga pot. Nisem podkupljiva, ne mi bombonjer pošiljati. Ja, ne vem, spoznamo se najprej, ne? To je, se mi zdi prva stvar, da z nekom se ujameš tako. Potem pa rečeš, dajmo najti eno sodelovanje nekje, pa sprobamo se še, kako delamo drug z drugim, pa naprej teče zadeve. Koliko je pa pomembno pri tem, da nekoga priporočaš to razmerje, ker pač vemo, vsi delamo na različen način in na samem dogodku, na samem eventu in pol tudi samo končni izdelek je drugačen. Ne? Koliko je pomembno to razmerje, recimo pri fotografu, ful popolnih fotografij, pa pač zelo popolnega odnosa. Pač ne vem, koliko se mogoče ne zavedajo nekateri, koliko je pomembno biti človek, pač koliko je pomembno biti easygoing, pač prijeten v družbi in tako naprej. Ja, ne, pri meni definitivno ima rekla 50-50. No. Je pomembno, da se razumemo, ampak me pa tudi prepričalo ena fotografija. Ne. Ena je zame dovolj, ni treba, da jih je 200 dobrih. Ena taka, da rečem, evo, zna uloviti nek trenutek, zna loviti trenutke dneva in tako naprej. In da to niso vedno mogoče samo fotografije sončnega zahoda, ampak da mogoče kakšno čist drugo, čist random ujame, tako posebno. Tako da ja, malo zgledam z tega estetskega vidika, če govoriva pri fotografih, da mora biti tudi meni všeč njegov izdelek, predvsem pa tudi to, ja, kako se ujamemo med sabo, kako vidim, da s parom dela. To so različni pristopi. A prepusti paru, da ti izdano živa, pa malo več dela opravi sam, da lovi trenutke, ali zelo nastavlja par, ali ne vem, mislim, veliko je tega. No. Ali so slabe volje zraven, ali moramo celo časovnico premikati zaradi nekih detajlov fotografov, ali se to čisto spontano med sabo poklopimo, pa prilagodimo. Tako, zelo različne izkušnje. Jaz mislim, da je lahko zelo simpel vse skupaj. Pač tako, v smislu, se morajo ureštimati minutke, včasih nekateri mislijo celo sekunde in tako, ampak v resnici se da znotraj pač časovnice veliko stvari prilagoditi, pa kam potisniti še kako stvar, ker vidiš, da je več časa ostalo. In tako, ker vsaka poroka je drugačna. Čestitke recimo so vedno drugačne, nekateri pač radi na malo dlje razložijo, koliko so pač privoščijo vse to in zakon in tako naprej. Včasih je to ful prej konc in lahko je druga narediš pa v tem času še kakorkoli že. Teda v bistvu ja, je treba biti prilagodljiv, sploh na poroki se mi zdi, ker je tak dolg dogodek. Zelo cenim tiste fotografe, ki ne gledajo na uro, zdaj bo ura polnoči, jaz sem samo do polnoči, dajmo, nismo še šopka vrgli, nismo še to, da se tudi z tega vidika malo prilagodijo, če vidijo, da so se stvari prej odvijale, mogoče tudi kakšna presenečenja, ki jih nismo pričakovali karkoli. To cenim, ja, splošno prilagodljivost. No. Vsi vemo, da nobena časovnica se še ni izvedla taka, kot je bila napisana. Ja. Tako da, če smo vsi toliko prilagodljivi, pol delo steče in to je, meni se zdi potem največje priporočilo za naprej, no, če so zadeve tekle. Čas je za prvo anekdoto. Kaj si rekla? A s fotografi? Iz naše strani bo zdaj, z župnikom. Letos je bila ena, ko smo jo skupaj delala. Pač noben noče nič namernega, neko narediti normalno, da ne. Župnik je pač se zmotil in je šel napačno cerkev, ki ni bila 15 sekund od te cerkve, ta prave. In je po tej prvi cerkvi ugotovil napako in je šel pač hitro v naslednjo pravo cerkev. Tudi ta ni bila prava. 45 minut je zamujal. Par je bil toliko sproščen, toliko sta bila nasmejana, imela sta zraven organizatorko tudi, ki je tudi njuna prijateljica in so vsi pač so poklicali, ja, so rešili, so pač naredili
so se nasmejali in tudi Rok mi je prej omenil, ko je snemal tak zelo fajn video, no bom rekel tak dokumentaren, da tu ženin je rekel, ko je 45 minut stal pred oltarjem, da ni vedel, da je minilo toliko časa sploh, da ni to bilo tako hudo. Včasih pač se stvari zgodijo in jih je treba prilagoditi. In od tukaj naprej se je tudi cel dan malo prilagodil. Absolutno. Manjkalo pa ni čisto nič na koncu, nikomur, vsi so se imeli lepo. Poročila sta se. Ja, Kljub tako, vsemu. tako. To je važno, tako da, ja. Drugo pa se vse prilagodi. Jaz imam tudi eno anekdoto z župnikom, ki smo že pri tem, Izvoli. moram jo povedati. Jaz kot vestna organizatorka vedno pridem prva na lokacijo, pa še prej, kot bi mogla. Ne? In sem čakala pred eno cerkvijo, da se odklene, da preverim, če je zjutraj cvetličarka vse okrasila in če je vse pripravljeno, in potem sprejmem svate. In ta cerkev je bila zaklenjena, nikjer župnika, ne, pač klicala sem, nisem prišla nikakor do osebe, ki bi odklenila cerkev. In ko stojim tam na parkirišču, pride iz sosednjega travnika pastir z ovcami. In midva se zaklepetava, kaj tukaj stojim in čakam in tako. In on potem po enem sproščenem pogovoru odpelje te ovce na drug travnik in začnejo prihajati svati. In v tem jaz nisem opazila, da se je pač cerkev odklenila, tako da vse je bilo pravočasno, skratka. Ampak jaz potem svate posedem v cerkev, pospremim nevesto in očeta, da prideta v cerkev, in ko vstopim v cerkev noter, šele ugotovim, da je ta pastir, ki je z mano tako sproščeno klepetal, bil v bistvu župnik. In da sem jaz ves čas z župnikom klepetala in razlagala, kako čakam, da se cerkev odpre. On se je pa sam nasmihal zraven in se v bistvu zadeva itak uredila, ampak tako. In potem je bil tudi zelo poseben obred, po angleščini, po slovenščini, skratka, zelo fajn župnik, da ne bo pomote, ampak ja, je pa ena taka anekdota, ki se mi zdi, da je posebna, da ne pričakuješ mogoče, da bi več stvari opravljal on hkrati. Predvsem takih funkcij. Takih funkcij. Ja. Bravo. Ampak sva se toliko nasmejala med tistim pogovorom, da sem se jaz čisto sprostila in ni bilo več sploh problema, da tista cerkev ni odprta. In tako da tak lep res, lepa zgodba, in še na koncu mi je knjigo podaril. Tako da res en tak poseben spomin. No. V bistvu veliko bolj, kot če bi prišla in bi bila cerkev že odprta, bi bilo dober dan. V bistvu veliko boljš. Sem se prepustila, evo, in imam še doživetje zraven. Včasih se treba malo prepustiti toliko dogodkov, zdaj namerno ali nenamerno pridejo stvari, ampak včasih take stvari naredijo še boljše. Vedno, ja. Se mi zdi, da to pride z izkušnjami. Ko prideš direkt z akademije, imaš v glavi to vse more biti in vse more teči in da ne bomo kaj izpustili in tako. Ko pa si malo bolj izkušen, pa se potem prepustiš tem porokam in dostikrat kaj tudi zelo lepega in spontanega rata. Ja. Si ti na vrsti, Rok, bom jaz kaj povedal? Mislim, ful smo... Skačemo seveda, in spontani smo. Všeč in zdaj pa gledam, kam imam tu napisano, jaz ne bi spet nekaj nazaj skakal, ampak vse bom poprašal. Kaj pa, recimo, ko par pride, zdaj eni, ja, ok, nimajo celega seznama že narejenega, kakšne informacije rabiš, da ima lahko, recimo, svetuješ pri lokaciji, v bistvu pri vsem, ampak itak lokacija je tisto najbolj, kar pol diktira skoraj vse. Ja, prva stvar je sigurno letni čas, v katerem se želite poročiti, to je pomemben podatek, število svatov, ki je nekako predvideno, kater konc Slovenije, tujino, karkoli ste si pač zamislili, kaj so želje, in potem to vse skupaj sestavimo potem v neko lokacijo, ki vse to potem ima, ali pa vsaj večino stvari, ki ste si zaželela. Je pa pogosto težava to, da pari ne razmišljajo mogoče, kaj v primeru slabega vremena, kaj v primeru nižjih temperatur, kaj v primeru, ne vem, višjega števila svatov in tako naprej. In tle smo potem organizatorji tisti, ki pa mislimo na vsaki lokaciji tudi na tiste stvari, ki oni mogoče ne. In potem skupaj z vsem tem najdemo neko optimalno rešitev. Potem se pa šele začne lov za datumom in pač nekatere lokacije, tako kot sem prej omenila, so že dosti naprej zasedene, tako da to vedno parom svetujem. Čim prej, takoj, isti dan in tako naprej. Omenila si vmes letni čas, da si ga morate zbrati. V katerem letnem času pa narediš največ porok? Ja,
v poletnem. V poletje, ne? Ja. Čeprav najlepše so pa lahko spomladanske in jesenske zame. Tako se mi zdi, da je lahko še veliko lepše, če ni tiste hude vročine, če ni poletnih neviht. Tako da ja, jih pa je absolutno največ še vedno poleti. To bo naslednje vprašanje, ki si mi ga zdaj odgovorila že. Pa še se lahko sama samo. Ja, pa še tretje je bilo, v katerem letnem času bi si želela več porok narediti. Verjetno jesen, pol pa pomlad. Ja, pa tudi zima. Zelo si želim, da bi se zimske poroke majčkam bolj pri nas prijele. Bi mi bil izziv, ker seveda to čisto spremeni spet zadevo, ne? Potek poroke lahko ali pa neko dogajanje. Ja, tako da zima, no. Zima je en tak izziv, ki me še čaka. Čas za anekdoto zopet. Okay. Jaz sem tudi si vedno želela, pač to poletje tako vsi delamo zdaj, ker je najbolj popularen, pa najlažje narediti pa vse. In pa imaš neki pomladi, pa neki jeseni in zime kar ni bilo, ne prvo sezono, ne drugo, pa ne vem koliko časa, ne. In pol enkrat sem dobil povpraševanje, mislim, da je bil 16. april, nekaj takega. Malo pred covidom leto je bilo. Sem bil tako, kje pa poroka na Krvavcu? Pa sem tako, to pa bo sneg, to mora biti sneg, itak, pač mislim, gor se še smuča takrat, itak, ne. In prije zelo blizu že pač poročni datum, pa jaz se pač z njima dobim, pa tako, okoli bomo imeli fotkanje na snegu, pa tako, ne, jaz bi ful imela, sam pač ni več snega, gor sam še v bistvu smučišče zasneženo, drugo je vse pač že zeleno, no, pa se tako, ful bedaš, pač mislim, to mi je bil ful dodana vrednost, nisem zaradi tega, da bom zdaj slabo delal, karkoli, ampak tako, imel sem ful idej, pa ful vizije, kao vse bom jaz naredil, kam bom vlekel, koliko sta bila pripravljena. Ni snega, ja, pa nič, ne. Ja. Po še tek večer pred poroko govorim z nevesto, pa tako ko prideš do te zapornice, ko se peleš na Krvavec, pozvoniš, rečeš, da greš na Rosko, ti bo odprl, ni problema. Pa si tako, okej, pa jaz grem vedno, ja, dostikrat sem celo pred organizatorkami tam, zato ker imate vi delo kje drugje. Ne mislim, zato ker imate delo kje drugje. Smo zelo zgodaj že tam, ki si hočem pogledati, sploh tako, ko pričakujem nekaj drugačnega. Ne. In greva z asistentom zelo zgodaj še gor. Ne. Štartamo in pač tako, se začnemo dvigovati gor in nekaj belo vse okoli. Pa stek, če ni snega, zakaj je sneg tudi na cesti? Ne. Pa se ne bo, to je pač nekaj zavedli čudno. Ne. Prijemo do zapornice, pozvonim, dober dan za poroko, ja, kar pridite gor. Ne. Ok, kar pridemo gor. Gas, grem gor, jaz sem drsel po cesti. Tam, ko je bilo nekaj naplužen, sem se kar preslonil z avtom včasih. Pridemo gor, na srečo, za moram reči na srečo, pridemo gor, stopimo noter v hotel, pa takoj prvi reče, kako sta vija prišla? Z avtom. A nista kombija poklicala? Pa tako, kak kombi? Ja, kombi imamo s ketnami, z verigami, pač vidim, kako sta prišla potem. Jaz tako, ja, nisem vedel, pač rekla sem, da ne bo snega. Ja, mogoče biti slabo organizatorko. No. Ja, organizatorka bi sigurno poskrbela. In tisti dan so pol vsem naročili, spodaj parkirate, vas vozimo gor in ko so zadnjega peljali gor, so rekli, zdaj pa konc pač, dol ne morete, kaj ta gondola ne dela dan, da ste pač vsi tukaj, vsi so imeli sobe rezervirane. Energija na tej poroki je bila neverjetna. Pa jaz sem dobil fotkanje, ne samo na snegu, ampak med snežnim metežem skar. Noro je bilo. Ja, jaz imam pa kontra anekdoto. 17. maj, ravno tako Krvavec in je sneg padal, ne. In kar pa nista pričakovala, tako da smo pol en večer prej še urejali, ne, kaj bo nevesta, je pač poskrbela, no, da bo nekaj oblekla in tako. In do zadnjega si predstavljaš 17. maj, to je poletna poroka, v bistvu pa ni nujno, ne. Ja, Krvavec je kar visoka. Krvavec je kar posebna izkušnja. Ja. Pa sta bila vesela še vsem tega? Ja, niso se pustili motiti. Odlično. Ne, jaz ne, oni, tako da. Ja, odlično. Ja. Se je malo, glih toliko je posnežil, da smo rekli, snežil je 17. maja, ni bilo veliko. Ampak, ja, tako da resno. Mislim, te lokacije kljub datumu imajo svoje specifike, ravno tako na morju. Ne, so v kakšnih drugih letnih časih lahko specifike, tako da, ja. Je kar pomembno. So pa tudi pari, ki pridejo s točno določenim datumom, takrat mora biti. Tako. Lokacijo, datumom in potem je problem, ko ni prosta takrat. Ja. Nekateri imajo zelo izdelane želje. Prej imela debato, sem videl na Instagramu ena lokacija dala ven, da se jim je sprostil en datum. 26.6.2026. To zna pa se kar hitro pograbiti. Ja. Ker je res tak datum, da
Ja, letos je 26.6., tak, pa 8.8. je Ko se tak, to so kar lepo poklopijo. tako, kar taki, ja. Da Zaželeni moži datum. ne pozabijo datuma. Pa. Tako, da bo lažje, Boljša ni treba letošnja ugravirati. Je, Ja. je bila poroka na ženin rojstni dan in god. Aha. Tako da on se je rešil. On bo dobil kaj in ona bo dobila kaj. Ja. To vse Je rešen. rešeno. Ja. Pa gremo kar k napisanim vprašanjem. Vse smo že nekaj govorili o timelineu, ampak koliko se pred sestavi timelinea posvetuješ tudi z ostalimi ponudniki? A ne? Pač vem, da že imaš izkušnje, pa da že dejansko veliko, ali pa ne bom rekel vse, ker vsega noben od nas ne ve, no, ampak tako veliko veš, ampak koliko še vseeno pri organizaciji vključiš ponudnike vmes, a imate kakšne skupne klice s parom in s ponudniki, kako to poteka? Ja, vedno upoštevam mnenje fotografov, snemalcev, vedno upoštevam mnenje gostincev. A ne? Ker sploh, če je lokacija, ki ima že svojo gostinsko ponudbo, ponavadi tudi oni pridejo že z nekimi urami jedi, ki jih imajo ponavadi, ko jim delajo poroke in v bistvu lahko iz tega izhajamo potem naprej. S fotografi, snemalci pa vedno, kar se tiče sončnega zahoda, kar se tiče drugih idej, ki so jih mogoče na sestanku dobili s parom, kaj bi še izvedeli, katere trenutke v dnevu bi lovili in izkoristili. Najraje pa imam, če smo kar na sestanku skupaj. Ja. Tako da, če začnemo s celostno organizacijo, sem jaz tudi čist na vseh sestankih s ponudniki potem zraven. Ne, da že takoj peljemo vsi v isto smer. No, pa je bilo naslednje vprašanje, kdo pol kontaktira te ponudnike? A dejansko, ko se pač par odloči za tebe, pol prevzameš ti čisto vse? Absolutno, vso komunikacijo. Tako da sta ona dva prepuščena. Tako, ona dva v bistvu samo rečeta ja, ne, cena ustreza, cena ne ustreza, vse ostalo se pa jaz ukvarjam s tem. Ja. Dobi pa, recimo, zdaj spet zase sprašujem, tako jaz zelo rad in si tako reka, da se pač spoznajo tudi ponudniki lahko, ali pa če se morajo, pač nujno spoznajo s parom, ampak tako jaz vedno tisti teden pred poroko pokličem par, tako da pač mislim, ne bukirajo me leto pa pol prej in zgubiš že malo stik pa vse. Ja. In tudi tako kot ti se pač počutiš, da si del te poroke do neke mere, ki si to zanima, je tudi meni dobro, da ko prijem na poroko, par ve, ok, on je fotograf, ali pa tudi jaz dejansko, ko prijem na make-up recimo zjutraj, da dejansko vem, katera je nevesta, ker ko se pač 3-4 punce mažejo, če ti ni svet do leta pol nobenega, se ni skoraj nič narobe, vse za sebe bom rekel, ko sem bolj pozabljiv, da ne veš, kdo je kdo. Ja, absolutno. In jaz zelo rad pač ta teden pred poroko, se danes imamo vse te videoklice, pa to pač pa nimamo toliko časa, ni treba, da se v živo dobimo, ampak se zelo rad dobim s parom. Tudi to verjetno dovoliš oziroma organiziraš. Absolutno, ja. Jaz, tako kot sem prej rekla, tudi če jaz vodim samo koordinacijo, imam s parom 2 sestanka, se pravi ta prvi in ta zadnji, ki je v tednu pred poroko, to, kar si zdaj ti omenjal, tudi jaz imam rada ta zadnji sestanek, ker takrat so tudi res do konca izdelane njune želje in pričakovanja in se mi zdi, da šele takrat res dorečemo do konca. Drugače pa, če pa vodim celoten proces, pa absolutno naredimo sestanek z ponudnikom ali mogoče prvega naredita sama, pa tega zaključnega imamo potem skupaj. Jaz kot organizatorka v zadnjem tednu pokličem čisto vse, ki bojo sodelovali na poroki, preverim, če vse velja, če so kakšne spremembe v prihodih, v dostavah in tako naprej. Tako da ja, ta zadnji teden ima ključno vlogo, se mi zdi, pri komunikaciji, pri organizaciji poroke. Pa primernost je pa za par. Tako, ja. Vseh nas. Te, ko nima organizatorja, vedno rečem tako, pač zdaj sta organizirala, kar sta, tako recimo v petek, en dan pred poroko. Zdaj težko kaj spremeniti, da zdaj pustiti tako, ko je, pa pač uživite. Tudi če bo, ne vem, ena vrtnica manj pa karkoli, ja. Pač dajmo uživati. Se, večina jih, ampak tako, se mi zdi, da sploh mlajši pari mogoče malo večja pričakovanja, ker ne vem, zakaj je to tako, ampak tek se je v mojih letih izkazalo, da mogoče mlajši pari so malo mičken bolj pričakovanja, da bo vse popoln, pa so pa malo prej razočarani. Starejši se pa malo bolj prepustijo, ne? Ja, mogoče. tako se mi nekako zdi, no ja.
jaz tudi recimo paru prepovem, če mi sodelujemo dlje časa, ne, da zadnji dan karkoli sama dva postavljata, okrašujeta, sploh pa isti dan, ne, ni variante, kakšni potem vztrajajo, pa kakšen dan prej vsem, ki še naredijo, pa prepeljajo, ampak dan poroke pa absolutno, vse predata meni, jaz poskrbim za vse, kar je treba, tudi če so dostave, tudi če je karkoli, ne, v zvezi s tem spet ena anekdota. Tudi v svoji začetni nevednosti sem pristala enkrat, da pripeljem obok na poroko. Ena mojih prvih porok in ta obok v moj avto ni šel kljub zagotovilu ponudnice, da bo šel, ne? Ni šel v avto in potem sem imela cel zaplet, ker to je bilo seveda en dan pred poroko sem nalagala v avto, misleč, da bo to se šlo. In potem sem k sreči lahko znance poklicala, da so potem s kombijem pripeljali, gledam spet cela kolobocija, ampak ja, skratka zadnji dan in en dan prej priporočim paru, da res samo še prepustita zadeve, zaupata strokovnjakom in da se spočijeta, ker je potem tisti naslednji dan res naporen za njiju in da zaupata in uživata, ja. In da čim bolj uživate v vsakem trenutku, ker je poroka vedno prekratka. To vsi potrdijo, vsi pari do zdaj. Koliko pa, vmes si omenila, da pač jima ne dovoliš delati zadnji dan pred poroko, koliko pa hočejo dejansko pari sodelovati, tako mislim, fizično? Ne veste, v tistem zadnjem tednu ponavadi kar zagrabi neka želja, bom rekla, po biti zraven še pri teh zadnjih stvarih, pogledati prostor, če vse v redu, a ne. Tako da, ja, kar se pojavi to kar pogosto. Potem pa majčkeno preusmerimo na mene, pa potem kar nekako pristanejo na to in so pa tudi hvaležni, seveda. Konec koncev, če so bolj mirni s tem, da pač grejo na lokacijo, se nič narobe. Tako. Lahko imate še en zmenek, pa je to. Nekateri tudi potem na dan poroke grejo malo sam pogledat, grejo po redu, kar, a ne, Ja, če mislim je to tako, tako, ni vse ni problem, ja. prepovedano, ampak res ima želim, da se ne obremenjujeta več stvarmi. Ni pa treba s kladivom pa žeblji prijeti. Tako. Recimo, Absolutno. ne vem, zakaj bi to rabljeno, ampak ja. Ja, še ena anekdota. Naslednje vprašanje je bilo ravno čas za tvoje, za napake na porokah in tako izvoli. Evo. Dan pred poroko, v bistvu popoldne v petek, me je poklical gospod iz lokacije in povedal, da je na lokaciji vrglo ven elektriko. In v bistvu ravno tisti del lokacije in tisti del električnega dostopa do elektrike, kjer bi ga moral uporabljati gostinec, da lahko pripravi celoten meni. In tam ni bil navaden tok, ampak je bil trofazni tok, ne, tisti, ki se na to malo zdaj spoznamo, vemo, da to ni navaden kabel, ki ga vzameš doma pa pripelješ, ne. Ampak skratka, na enem delu lokacije ni bilo možno priklopiti se na ta električni tok in se je bilo treba čisto na drugem koncu lokacije. In sem jaz v petek popoldne in zvečer iskala 60-metrski kabel za trofazni tok, po Ljubljani in okolici, da sem zagotovila potem izvedbo gostinca naslednji dan celotnega menija na poroki. In mi je tudi uspelo, ne vem še zdaj, ne vem kako, če nazaj pomislim, ampak je. Ampak to so tiste zadeve, a ne. Ne veste pa že in res tisti petek zvečer ne bi mogla zdaj tega kabla iskati po Ljubljani, a ne. Seveda to naredi nekdo drug in tudi vedela nista do nedelje ali pa celo ponedeljka, a ne, da se je ta zadeva dogajala. Tako da, ja, včasih pride res prav nekdo, ki poskrbi za stvari, pa niti ne ve par, kaj se vse dogaja. Jaz sem bil čisto v svojih čist začetkih na eni poroki, na lokaciji omenil, ker je pač nepošten, pa tudi niso nič naredili tako spet namerno, ampak trikrat je zmanjkalo elektrike med samo poroko in tako full on, vse. Ja. In plesišče, in glasba, nič, čist tema je bila noter. Ja. Pa ni uničil poroke, spet ne. Všeč mi je, da so dejansko in pari, in svati, in vsi, eni so vžigalnike, prižgali so lučke na telefonih, prižgali, smejali so se, je prišel pač kuhar ven. Je rekel, obljubim, da bo vse štimalo, sam pač... Ko bo. Ja, Ko pride elektrika nazaj. Nekaj, ki mi bo pogrel moje stvari, ne. Ja. In je pač mičken se je zamaknilo vse skupaj. Polko je bilo drugič pa tretjič, je bilo že ful zanimivo, v bistvu. Mislim, tako je že bilo tako
a bo še, ne? A veš, tega Ja. malo. Ja, od moje izkušnje s kabli naprej vedno vprašam tudi to na lokaciji, a ne. Kako je, če je gostinc istočasno priklopljen na nek tok kot glasbenik, a ne. Te stvari vemo, da se lahko izključujejo. Glasbenike prosimo, da imajo res opremo tako, kot je treba, da vse štima, a ne. Pri nekaterih smo ugotovili, da je ven metal tok zaradi tega, ker so imeli podaljšek pa podaljšek, a ne, in take zadeve. Ampak to se ti mora najprej zgoditi, da potem lahko na vseh naslednjih porokah to preventivno že vprašaš, preveriš. In zdaj se mi vsi smejijo, ko prijemo v prostor, najprej rečem, kje je elektrika, kje je trofazni tok, in pa me gledajo, da sem padla z neba. Ampak ja, pač izkušnje ti dajo neke iztočnice, da že vnaprej poskrbiš za nekaj, da ne pride potem do raznih težav. Ne verjamem več, da si učiteljica. Bolj verjamem, da si mogoče bila kakšna elektroinštalaterka, ampak je. Ja, zdaj se že toliko spoznam, da mogoče bi res lahko bila. Ja. To je tisto, kar pride v bistvu tekom prilike in vsega, ko tudi jaz sem že vmes, ne vem kaj, imam tudi par kontaktov, kje dobiti kakšne kable, če je treba. Tako, jaz tudi. Ja. Jaz tudi, No, dobro, kaj pa recimo bi rekla, da tekom tvojih izkušenj vsega si videla, kaj loči povprečno organizirano poroko oziroma dobro organizirano od povprečne? Okej. Dobro vprašanje. Od povprečne ali od slabe? Dobro rečemo Dobro od popolno. povprečne. Dobro rečemo, da je popolna in pa imamo popolno pa povprečno. povprečno poroko, slabo upamo, da Mogoče jih malo ni. boljše. Ja, ponavadi pri zelo dobro organizirani poroki je feedback ne samo para, da je vse po njunih merilih teklo v redu, ker ona dva sta takrat še najmanj merodajna, ker drugače doživljata stvari, ampak ko dobim nek feedback tudi od ponudnikov, da je bilo vse skomunicirano prej, da je bilo vsem jasno, kaj je od nekoga naloga, da je z tega vidika vse teklo gladko. Da lokacija reče, da je vse tako, kot smo bili vnaprej dogovorjeni. Se mi zdi, da takrat, ko so vsi vpleteni v poroko, zadovoljni na koncu z organizacijo, da takrat lahko rečemo, da je bila poroka res dobro zorganizirana. Ne? Ker tako, kot sem rekla, par mogoče še najmanj zaznava, bolj zaznavate ponudniki, Ja, kako je nekdo stvar načrtoval, koliko je premislil naprej, koliko je dal časa za kak segment. Pa tudi primerjamo lahko bolj, mislim tako, smo večkrat vsak vikend recimo na poroki Tako. in dejansko lahko bolj primerjaš s tem, kaj dejansko je bilo tukaj popoln, pa tukaj ne, pa kakorkoli. Ampak se mi še vseeno zdi pomembno, da pač vsi sodelujemo. Pač jaz ne bi nikoli rekel, da sem organizator ali pa blizu tega, ali pa glasbenik, ali pa blizu tega, ali pa karkoli že. Ampak če vidiš, da je nekje na neki točki drug ponudnik ima težavo, ali pa da je pač nekaj spregledal, ali pa da je, ne vem, pozabil nekaj pospraviti, neke malenkosti, ki dejansko se zgodijo, a ne. Ni težko pač to ali narediti, ali pa reči. Skupaj Še boljše stopiti, pač ja. povedati, kakor sam narediti, ker če nekomu nekaj umakneš, pa ne bo našel, ampak tako, a ne. Sodelovanje je zelo pomembno, ker v svojih začetkih sem ful poslušal med te težave s fotografiji in videografiji, koliko so si na potu bili, koliko kao, joj, pa se ti kdaj zgodi, da ti videograf stopil v kader, pa to. Jaz nisem naredil, ne vem, čez 200 porok ziher. Nikoli v življenju nisem tega slišal. Sem od koga drugega slišal, da so, ne vem, rekli, da bomo šli se pol gor fotografirati ali pa snemati, ja, ok, in pol je fotograf čakal in so se oni že odpeljali in je bil brez prevoza ali pa nekaj tak. Meni to sploh ni logično, kako bi to naredil. Pač moj končni cilj je na koncu, da je pač par zadovoljen. Seveda, da hočem jaz dobro dostaviti. Ampak če bo zaradi mojega dejanja nekdo drug slabš naredil, ja, pol nisem naredil dobrega dela konec koncev, ne. Ampak zdaj se spet vrnemo na ta seznam priporočil, Ja, a ne? ja. Že veliko rešimo s tem, če priporočimo ali usklajene ponudnike med sabo, ki so že sodelovali drug z drugim ali pa celo nastopajo v tandemu, a ne? Ali pa celo fotograf ponuja tudi snemalca zraven že v svojem paketu. To so sigurno stvari, ki potem prihranijo tako vam kot nam kakšno slabo voljo in zaplete, a ne? Ja. Tako da ja, se mi zdi, da vedno pridemo nazaj do ekipe, a ne. Poroka v bistvu nikakor ni samo organizatorka, ni samo obred, kako je speljan, ni samo hrana, kakšna je bila, ampak mora se celotna ekipa in celotna stvar res poklopiti in večinoma tudi se, a ne. In nihče ne more sam sebi pripisati, da je bila poroka zaradi njega dobra, ampak je bila zaradi celotne ekipe, a ne.
In se mi zdi tudi vedno lepo na koncu, ko delamo objave, da se res omeni vse, ki so sodelovali, da ni potem to samo zasluga nekoga izmed nas, ampak da smo vedno ekipa. Ja, mislim, vsekakor pač za vse, kar se na koncu vidi, recimo tudi, če je pač ta fotografija, ki je na koncu narejena, ampak kaj pa je na njej, da je to tako lepo, ko je, recimo, da je to tako popolno, ko je pa vsak, tudi gostinc, tudi ne vem, lokacija sama, smo reči lastnik lokacije, ne, ampak pač sama lokacija, glasbeniki, da so pač ljudje tako dobre volje, ko so, da so pač vsi tako veseli, tudi on odgovoren za to, da je pač poskrbel, da so tako dobre volje. Čisto vsak, ne vem, pač ne smemo pozabiti na vse cvetlice in vso dekoracijo, ki je tam, vsi skupaj pač poskrbimo in jaz mislim, da moramo biti vsi en tak velik tim, kar je pa najlažje biti, spet se vrnemo k temu, zgledam kot tvoj pač PR-ovc, ampak v resnici je pač res, tim je lahko sam, če je nekdo, ki poveže vse skupaj in to pač delate tudi vi, ne samo to, da olajšate delo mlado pač paru, ki se poroči, ampak tudi v bistvu nam, ker nas povežete, ker vemo, kdo je tukaj skupaj, ker mogoče se lahko izmenjamo kontakte lažje in tako naprej, zaradi tega, ker ste vi tisti, ki nas lahko povežete. Povezovalni člen, ja. Res je. Rok? Ne gre brez nas in ne gre brez vas. Tudi to je res. Kaj je pa recimo neka stvar, ko bi rekel, da je pa mogoče par spregleda, dokler ne pride na dan poroke? Ne vem, kaj je neka tista? Na kaj bi lahko pozabila? Ja, ker se mi zdi, da organizatorji že imate to, kako veš, kaj, že tudi jaz sem včasih vidim, sem bil na kakih porokah, pa me vprašajo, a ni to nekaj logičnega. Kaj je tisto, kar vem? Ja, najbolj banalna stvar, ki se jo zdaj spomnim, je to, kako se bosta postavila pri obredu. A stojita, sedita. To so stvari, na katere ponavadi pari čist pozabijo. In jaz potem opozorim, oziroma imamo celo lahko kakšno vajo, nekateri želijo celo vajo, da se dogovorita. Se pravi že to, če oče pripelje nevesto, na kateri strani stoji oče, da se lahko potem rokuje z ženinom in jo preda na pravo stran, a ne, da se potem tam na obredu ne lovita, zdaj kam se bom postavil in tako naprej. To je ena taka stvar, ki mogoče pozabijo kakšno spodnje perilo neveste, ki lahko vpliva na celotno obleko ali pa na njeno počutje, mogoče obutev je tista, ki zadnjo pomislijo, a ne primerno lokaciji, primerno dogajanju čez celoten dan. Potem kakšni prevozi, kako bojo prišli iz lokacije A na lokacijo B, ja, se nekdo me bo peljal, ja, kdo te bo peljal, ne. Lahko že kaj spijejo ta čas tiste osebe, ki so bile mišljene, ker ste si samo zamislili, ne, da bojo peljali iz lokacije A na lokacijo B. Tako da to mi zdaj mogoče najprej pride na pamet. Je pa pri vsakem paru ponavadi na tem sestanku en tak moment, jaz rečem, ker rečejo, jo, to pa midva sploh niso pomislila, ne. In takrat pol je tisti občutek, očitno pa sem pol res koristna za njiju in lahko dam nekaj tej poroki, ki pa mogoče ne bi bilo, če me ne bi bilo. Sem jaz imel eno. Smo imeli sestanek za poroko, poroka čez 1 leto. Pa ste kao, ok, pa se sedemo, pa gremo malo čez vprašanja, kam moram jaz vedeti. Pa zdaj se ne spomnim točno, kaj sem jo vprašal, ampak je bilo, kaj pa to že imata? Ja, pogledajo se. To tudi. Mislim, ne bom zdaj rekel, da more biti, ne vem, ampak tako, sam, veste, nekaj časa še imate. Ampak recimo, pa tudi, že ono, da ste bila takrat, vem, da sem bila, tebe moramo rezervirati, drugo bomo že. Daj kakšne druge stvari pred mano. Včasih kar znajde. Je kar nekaj takih stvari. Skupaj razmišljajo o celi poroki, ja. Pa če sem imel par porok, ki so, bom iskreno rekel, neveste, ženjeni se niso preveč sekirali, tako bi radi, da ti fotkaš, pa sem zaseden. Jaz se nam ni datum, tako pomemben, sem rekel, ja, pač jaz z veseljem naredim vajino poroko, ampak če če ste pripravljeni pač imeti na drug datum, kakor ste si zamislili, ampak če je to leta pa pol prej, pa če to ni za nek datum, ki je tako nek sentimentalno, da ste vezani na njega, se to da, ne, ampak moraš se vseeno v začetku uskladiti se z vsemi, mislim, se pozanimati za vse ponudnike, ki so ti res pri srcu, da ne boš se zdaj uskladil z enim, pa drug ne bo prosta, ker pa ne boš nikamor prišel, se mi zdi.
še eno vprašanje, ko ne vem, če bi jaz znal sam odgovoriti na njega, sam sebi, ampak bom pa vsaj enega te postavil. Katera poroka ti je bila najbolj všeč, katera je bila zate popolna, pač, ki si jo ti naredila, ali pa ki si bila ti na njej kot svatinja, ali pa kakorkoli že. Zdaj, prvi del vprašanja mi je bil všeč, pa ki si rekel popolna, ker ni popolne Popolne, poroke. ja, no, ja. Vedno je nekaj. Ja. Ne, manj za hec, manj za res. Drugače pa ja, težko bi eno izpostavila, tako kot ste verjetno pričakovala, da bo moj odgovor. Imam pa mogoče lepe spomine na poroke, ki so se dogajale, ali pa ena, ki se je dogajala več dni, ki ni bila samo en dan, ki je bil cel vikend ljubezni, smo takrat to poimenovali, pa bi jo mogoče zaradi tega izpostavila, ne? Ker to je pa potem sploh posebno, ko se družijo že en dan prej, ko je cel dan čas za speljati obred in tako, in je stvar res potem lahko bolj sproščena in vsi spijo na isti lokaciji in tako. Tako da mogoče z tega vidika. Drugače pa vsaka ima nekaj, kar je mogoče tako posebnega, kar navduši, vsaka ima kakšen zaplet tudi. Tako da drugače bi težko izpostavila. Ja. Meni se zdi to velik del, kar sem prej na Krvavcu tudi omenil, kar se je zgodilo. Če je le možno omogočiti svatom, se pač težko jim plačaš vsem. Je pa dobro, če jim lahko omogočiš, pač sam poznaš sama poznata svoje svate, veta pač, kaj si lahko privoščijo, kaj ne, da zbereta tako lokacijo, ki ima tudi prenočišča, ki si jih lahko mogoče večina ali pa vsi privoščijo. Ker bo drugačna poroka, čisto drugače bo. Tudi če je možno zjutraj še vsaj imeti nek zajtrk skupaj ali pa neko druženje, pa to čisto drugače je. Ne vem, jaz čisto banalno, ampak jaz sem pri svojemu sinu opazil. Mi, ko smo šli kam na obisk, pač smo bili na obisku, se je imel lepo ali kakorkoli. Če smo šli kakšnim družinskim članom na obisk, pa smo pri njih prespali. Ker se je zjutraj zbudil, so bili otroci, ki so bili tam, njegovi, bom rekel, skoraj bratje in sestre. Ne tako, ampak čisti bil z njimi že. In v bistvu mi starejši spregledamo veliko stvari, ampak v resnici mi isto čutimo, pa podobno. Ko si dlje časa z nekom, ko si do samega konca dneva z njim, pa zjutraj spet, je to čisto drugačen občutek, ko pač prideš, konec žurke gremo domov, pa še imaš te dvome, ali lahko vozim ali ne, pa kdo bo vozil, pa kdo ne. Ta stvar ima ful širši pomen, kakor to, lahko se napijemo skupaj. Ja, to je spet eden od faktorjev pri iskanju lokacije. Je tudi eno izmed mojih prvih vprašanj, ali bo potreba po prenočiščih ali ne, ali iščemo lokacijo s prenočišči ali ne. Tako da že v tem koraku lahko svetuješ, da je to res dobra stvar. Je pa različno, ne. Se odločijo, se ne odločijo, poskrbijo samo zase, poskrbijo za vse, pač pari so zelo različni med sabo, tako da še vedno je potem na koncu njuna odločitev. Rok, je ostalo še kaj? Ali? Jaz mislim, da smo šli kar konkretno čez vse. Potela dama za konč, mogoče možno za kakšno anekdoto, za kaj zanimivega. Anekdoto. Če želiš kaj zanimivega povedati, še me boš nasmejala, mogoče naše poslušalce. Ja, zdaj bi mogla prav pomisliti, ker sem tiste najbolj mogoče sočne že povedala. Smo že izčrpali vrečo anekdot. Ja, ne, drugače tudi veliko pozitivnih anekdot, ne, se ne govorimo vedno samo o tem, pač, da gre vse narobe, da ne bo pomote, in so lahko kakšne stvari, ki res ostanejo v spominu. Težko bi zdaj mogoče kakšno izpostavila. Jaz mislim, da je takih celo več v resnici, ne? Ja. Pač tega vsega, ne vem, recimo preden začneš delati na porokah, si ne predstavljaš, to si mi že prej omenila, preden so kamere se pažgale, da si dejansko skoraj kot en družinski član na koncu tega, ne? Mogoče ni anekdota, ampak je vse nekaj prijetnega, ki pač zaključiš, ko rečeš paru, zdaj pa pač vas prepustim, ne vem, glasbenikom in tako naprej in strežnemu osebju. Je zelo prijetno, ko te pač, ne vem, da roko te objamejo, ko pač vidiš, da so dejansko bili ful zadovoljni s tem, kar si jim ponudil. Se mi zdi, da taka reč je pač več vredna, kot pa marsikaj drugega. Ja, je res. Zdaj sem se spomnila še ene anekdote, pozitivne. Ne vem, če glih anekdota, no, ampak včasih res na poroki smo vsi ponudniki toliko skoncentrirani v to, ne, kako bo vse teklo gladko in kako snemalci, fotografi lovijo trenutke, potem pa se poroka kar zaključi. Fotografije se pošljejo, video se pošlje in mogoče niti organizatorji, niti ostali ponudniki ne pridemo do tega trenutka, da bi si to lahko pogledali, pa mogoče iz drugih sproščeno in z drugimi očmi pogledali na zadevo, koliko dobro smo v bistvu celo stvar naredili.
No, in je en par se v bistvu odločil, da je video, ki je res nastal zelo poseben, ker je tudi bil prihod z jadrnico in tako naprej, je organiziral, da so se srečali, mislim, da družina pa prijatelji celo, in so si video ogledali prav na platnu v kinu, a ne? To se mi zdi taka stvar, da ne končaš v tistem trenutku, ko se je poroka zaključila, ampak da v bistvu spet povabiš potem ljudi na kup in ob videu lahko sproščeno in popolnoma z drugimi očmi potem še enkrat doživijo dan, kako je potekal, a ne. Tako da to je tako en tak pozitiven moment, se mi zdi. Vsekakor. Ja, jaz tudi mislim, da smo mogoče izčrpali vse. Je pa še ena pomembna reč, ne, za vse, ki te še niso videli tvoje spletne strani, tvojega Instagrama, kakorkoli že. Kje te lahko najdejo, kako je najbolje, da te kontaktirajo? Ja, najdejo me na družabnih omrežjih, se pravi Instagram, Facebook. Največkrat se name obrnejo kar po mailu, ta prvi stik pa potem, tako kot sem rekla, takoj čim prej se dobimo osebno na sestanku. Tudi od ust do ust, a ne, potujejo ta priporočila, tako da takrat sem še posebej vesela, ko so že bili mogoče na kakšni moji poroki ali pa jim je kdo povedal zame. Tako da ja, ponavadi mail, telefonski klic, karkoli. Instagram je aj.du.načrtovalnica. Tako. Ja. Okay. Odkot pa ime? Zdaj že veš? Ja, se vem. Izvoli. Ja, še ena anekdota. Pač ime izhaja iz mojega imena in priimka, se pravi Iza-Doer, a ne, se sestavi v i.do. Se pravi I do, kar je tudi nekako simbol v angleščini neke zaobljube, ki si jo izreče par pri obredu. Potem sem mogla pa nekaj dodati, ker enostavno I do jih je že preveč bilo, a ne, na to ime. In potem, ker sem načrtovalka porok, v bistvu sem potem dodala ta načrtovalnica zraven in to je to. Vse poklopi. Veliko boljši brandem, kot mojih manj reče. V bistvu je bil položen v zibelko z mojim imenom pa priimkom. Ja, si ga mogla pa vsaj naštudirati, ali kako bi rekel. Vsi, ki pa imate kako vprašanje za Izo še, ga pa lahko tudi v komentar spodaj napišete, bova z rokom poskrbela, da bo prišli do Ize. Dajte jo kontaktirati na vseh možnih platformah, ki bom tudi napisala jih spodaj v opis epizode. Če vam je bila všeč, jo lajkite, šerite in poskrbite, da bo čim več ljudi videlo, da čim več ljudi spozna tudi Izo. Tebi pa hvala, da si vzela čas. Hvala vam, uživala sem. Ja. Verjamem, da se bomo srečali tudi na porokah. Nismo se še, ampak verjamem, da se bo tudi to zgodilo. Vesolje bo poskrbelo. Tako, ja, točno to. Najlepše hvala. Lep pozdrav, Rok.